V prvi vrsti je sprejem odloka osnova za kakršnokoli delo, tudi za službe, ki izvajajo potem ta odlok. In zaradi tega je bilo, bi rekel temu, posodobitev starega odloka, prevedba novih zneskov tudi pri sankcijah na evre in pa tudi doreč vsebino. Danes so se svetniki nekoliko posvetili problematiki izvajanja samega odloka, kar pa seveda je povsem druga zgodba. Eno je, če je odlok slab ali če ga sploh ni, drugo pa je, kako pristopiti k temu, da bi zagotovili čim bolj ažurno izvajanje odloka, kar pa je vsekakor povezano z ljudmi. To se pravi z delavci, ki delajo v medobčinski inšpekciji. To dejstvo, da je ta služba bistveno podhranjena, kar se kadra tiče, na to vse skozi opozarjamo, vendar je potrebno doseči konsens med vsemi 8 občinami, ki pač prispevajo sredstva za delo medobčinskega inšpektorata. In jaz sem vesel, da smo uspeli nekako se dogovoriti, da gremo postopno v povečanje števila zaposlenih, tako da bi po novem občinski inšpektor pri nas bil prisoten 2 dni, ne tako kot do sedaj, kot je bil samo 1 dan na teden. Se pravi, medobčinska redarska služba pa bo po novem delovala v tako imenovanih parih, v dvojkah, in zagotavljali bomo tudi prisotnost v popoldanskem času in pa tudi preko vikendov, ko je pravzaprav njihova prisotnost najbolj potrebna. To bo od 1.1.2010 je sprejeto, mogoče v življenju bo mogoče kakšen mesec zamude pri tem, da bomo začeli redno izvajati tako, kot smo se dogovorili. Bila je pa tudi želja, da bi bil redar oziroma inšpektor vsak dan v višji občini, koliko je ta možnost realna? Ta možnost ni realna, jaz ocenjujem še kar nekaj časa. Zame je bolj bistveno, da so redarji prisotni, kajti medobčinski inšpektor ima nekoliko druge naloge, kot pa tiste vsakdanje drobni opravki, kot jim temu radi rečemo. Naprimer, redar opravlja nadzor tudi mirujočega prometa, medtem ko inšpektor niti slučajno ne. V bistvu je medobčinski inšpektor drugostopenjski organ za delo občinskih redarjev. Pravkar sprejet proračun za leto 2010 za našo občino pomeni končni znesek 14,3 milijone evrov in pravzaprav obsega vse tisto, kar smo pri sestavljanju osnutka tega proračuna si začrtali. Seveda smo velja kot za osnutek tudi za končno verzijo, da smo si kot kriterij postavili, da uvrstimo samo investicije, ki pomenijo bodisi črpanje sredstev državnega proračuna, v prvi vrsti mislim tukaj na cestno infrastrukturo, kjer moramo nastopati kot sofinancer pri projektih, ki jih izvaja država na ozemlju naše občine, in pa seveda pri že začetih projektih in pa predvidevamo tudi en nov razpis za sredstva tako imenovanih strukturnega sklada, kar pomeni črpanje evropskih sredstev. Kaj ste v bistvu vključili še do drugega branja, ta znesek koliko manjši? Gre za manjše popravke, predvsem zaradi primerne porabe in pa prilagoditev zneskov proračuna glede na predlagan popravek rebalansa, kjer prihaja do zamude pri plačevanju gradnje osnovne šole v Ločah, pri zamudi do strani države. To smo morali prilagoditi dinamiko lastnih sredstev. Spremembo pomeni tudi zneski, kajti prihaja do spremembe pri knjiženju osnovnih sredstev, kjer pa imam v mislih javno gospodarsko infrastrukturo, to je vodovod, kanalizacija, kjer je bilo do sedaj knjiženo kot osnovno sredstvo javnega komunalnega podjetja, po novem s 1.1. prehaja kot osnovno sredstvo v lasti občine. Seveda pa to pomeni, da nam javno komunalno podjetje plačuje neke vrste najemnino, ki pomeni znesek amortizacije in pa strošek kapitala, se pravi po domače povedano obresti za kredite, za financiranje že izgrajenih obveznosti in pa najemnino prihaja v proračun, kar pa zopet pomeni, da je to namenski denar,
ki ga vračamo v investicije na področju vodovoda in pa kanalizacije. Z tem skladom me nekako veže dogodek pred nekaj meseci, namreč ravno na dan, ko smo imeli z Martino Ratejevo dogovorjen termin, da jo sprejmem kot uspešno udeleženko svetovnega prvenstva v Berlinu, ravno na ta dan je umrl njen mož in seveda s tem srečanjem tisti dan ni bilo nič. Kasneje, ko sva se sestala, ta sprejem smo opravili 2 meseca kasneje in jaz sem ugotovil, da ima neomajno trdno voljo, da nadaljuje s športno kariero, kar pa je seveda v teh okoliščinah precej težko za njo. Ima 2 otroka, eden še ni v osnovni šoli, drug pa je star 8 let, nekaj takega. In v tem času, v vmesnem času smo skupaj z šentjursko občino uspeli, da ima status zaposlenega na Ministrstvu za notranje zadeve, kar pomeni, da sedaj ima plačo. Mislim pa vsekakor obljubil, da ji bomo po svojih močeh skupaj z našimi podjetniki pomagali zagotoviti sredstva, ki pomenijo nadaljevanje športne kariere. In jaz sem včeraj na novoletnem sprejemu nekako tudi nagovoril podjetnike z naše občine in vsi so podprli to akcijo, seveda pa bodo prispevali vsak po svoji presoji in pa po svojih močeh. Danes nekako kakšno uro pred sejo občinskega sveta mi je šinila v glavo še ena ideja in ko sem malo predebatiral pred pričetkom seje z našimi svetniki, so bili takoj vsi za, da se odrečejo današnji sejnini. Sredstva bomo pa seveda nakazali strogo namensko na podračun pri atletskem klubu v Šentjurju, katerega članica je naša Martina, da bo neki osnovni znesek za njeno športno pot na ta način zagotovljen.